dobrodošli, lepo pozdravljeni. Danes imamo luštno temo, kako doseči, da bi se počutili samozavestne in vredne. Evo, dobrodošli, kako doseči, da se počutimo samozavestne in vredne. Spomnim se trenutka, ko sem se sama nisem počutila samozavestno in točno vem, kakšen čudno občutek je to. Ko sam sabo si še kar v redu, ampak ko bi mogel nekaj nastopati, ko bi mogel nekaj povedati, ko bi se mogel izpostaviti, ko bi želel nekaj doseči, takrat pa ti kar nekako zmanjka moči. In danes se bomo tej temi posvetili, želim vam malo več, želim vam povedati tudi mojo zgodbo, ki vas morda lahko navdahne. In potem vam želim tudi pokazati, kakšen je proces, čez katerega moramo iti, da resnično pridemo do tega, da se počutimo samozavestne, da pridemo do tega, da se počutimo vredne. Moja zgodba se pa začne tako. Torej, pred mnogimi leti sem bila na nekem srečanju in je bilo treba predstaviti eno knjigo, mislim, da je bila knjiga. In takrat je bil tam en moj mentor, ki me je poslušal in je rekel, pa ti si pametna, samo zakaj nisi bolj samozavestna? Naredi, dvigni svojo samopodobo, naredi, da boš bolj samozavestna. In jaz sem ga gledala in sem si mislila, dobrodošli vsi, ki se mi pridružujete, vsi, ki to gledate, dobrodošli, danes imamo temo, kako postati samozavesten, kako doseči, da se čutimo vredne. No, in zgodba se začne tako, da mi je res ta moj mentor rekel, daj, ti si pametna, ampak daj, postani bolj samozavestna. In takrat nisem imela pojma, kaj mi govori. Po eni strani sem bila vesela komplimenta, po drugi strani sem bila malo žalostna, ker se mi je zdelo, da kako lahko pač zdaj to dosežem. Nisem vedela, pojma nisem imela, kako biti bolj kako dosež, da se počutiš vredna, kako dosež, da se počutiš samozavestno. No, začela sem veliko brati knjige in pa sem ugotovila, da mi knjige dajo nekaj, ampak še vedno ne dovolj. Začela sem tudi pisati sezname, kaj vse sem že dosegla in kaj cenim pri sebi, ampak rezultat je bil, pa tudi nekako ni bilo najboljše. In potem sem rekla, ok, kaj še je lahko tukaj? In pa sem nekega dne odkrila to EFT tehniko, tapkanje, poskusim in ugotovim, da deluje. Deluje v smislu, da sem kar jokati začela in da po tistem jokanju, da sem se počutila mnogo bolje. In nekako sem tak v trenutku razumela, to je pa tisto, kar sem jaz potrebovala. Takoj sem razumela, wow, če jaz dam to bolečino ven, bolj logično, da bom bolj samozavestna, logično, da bom bolj sigurna vase. No in tako se je nekako začela ta moja pot, ta proces, kako postati bolj samozavesten, kako v sebi zgraditi lastno vrednost. Gotovo poznate ljudi, ki so zelo uspešni, ki jim vse uspeva in če bi njih vprašali, ja, vse to je logično, ampak če bi njih naredili analizo, oni imajo močna ta prepričanja osebne vrednosti. Oni se čutijo vredne, oni čutijo, da so sposobni, čutijo in verjamejo, da se lahko postavijo zase, da lahko gredo za tem, kar si želijo. No, in tako je prišel tudi čas, da vam razložim, kakšen je v bistvu proces. Proces je po eni strani preprost, po drugi strani pa kompleksen. Ampak splača se stopiti na njega, ker nam resnično lahko da to, kar si želimo. In zakaj bi si sploh želeli biti vredni, zakaj bi si sploh želeli se čutiti samozavestni. Preprosto zato, ker je od tega odvisno celo naše življenje, ker je od tega odvisno, kako se bomo znali postaviti ali na delovnem mestu, kako bomo znali se postaviti s partnerjem, ali bomo znali jasno povedati, kaj čutimo, ali bomo znali jasno povedati, kaj si želimo. In odvisno je seveda, in če smo mi samozavestni, vzgajamo samozavestne otroke. Če mi nismo samozavestni, avtomatsko to prenašamo na otroke. In zato se v bistvu resnično splača vstopiti v ta proces, splača se začutiti to svojo lastno vrednost, splača se jo zgraditi v sebi. Ker bistvo je, da mi vsi smo neskončno vredni, mi vsi smo duhovna bitja, ki smo prišla na to zemljo doživljati stvari. Ampak hkrati je na nas naloženo toliko nekega programiranja, vzgoje, toliko nekih starih vzorcev iz preteklosti, iz generacije v generacijo se je vse to kar nabiralo, nalagalo v nas in zdaj je v bistvu
in ne moremo zažareti v svojem sijaju, niti ne moremo svojega poslanstva zaživeti, če imamo v sebi toliko teh nekega balasta, neke bolečine, nekega neugodja. In zato bomo pogledali, kako si lahko vsaj košček tega balasta odvržemo, košček te bolečine odvržemo in kako v sebi zasijemo kot lep dragulj, kako se res čutimo, da smo vredni. V smislu vredni, da dosežemo uspehe, vredni, da lahko imamo lep dom, vredni, da lahko vozimo tak avto, kot si ga želimo, vredni, da lahko ljudje spoštljivo ravnajo, vredni ljubezni od svojih najbližjih in od partnerja, vredni in samozavestni. Vredni in samozavestni, dve zelo močni besedi sta to. Da bi to resnično bilo uspešno, je treba razgraditi v take sestavne kocke. In kocka je, ena kocka, iz katerih zgradimo vse to, je preprosto ta občutek, nisem vredna. In zdaj, če ste tu z mano, vsi, ki ste tu, dobrodošli in vsi, ki to še kasneje gledate, vsi ti naši videi grejo preko časa, preko prostora, lahko jih uporabite kadarkoli. Torej, vas vabim, da zaprete oči in preprosto začutite v sebi ta občutek, rečite na glas, nisem vreden ali pa nisem vredna. In poglejte, kako močen je ta občutek od 0 do 10, kako močna intenzivnost tega občutka, nisem vreden, nisem vredna. Poglejmo in ga poskusimo izbrati, poskusimo ga določiti, kako močen je ta občutek, nisem vreden, nisem vredna. Od 0 do 10. Ne iti na različna področja, samo čutite sebe, moramo iti iz logike v svoje telo, iz logike v svoje srce. In potem, ko to vemo, ko to določimo, je naslednji korak, da preprosto zapremo oči in se vprašamo, od kdaj imam ta občutek. Koliko je stara deklica v meni, ki je to prvič doživela? Koliko je star fantek v meni, ki je to prvič doživel? Ne? Določili smo občutek, nisem vredna, zdaj potujemo v preteklost, ta občutek dajte tudi številko od 0 do 10. 10 pomeni, da zelo močno to čutite, 0 pomeni, da to za vas ne pomembno. Torej gremo v preteklost, zaprete oči, poiščete en prizor, ko ste bili čisto majhni, ko se je mala deklica naučila, nisem vredna. Ko pač okoli nje ni bilo v redu, ko pač okoli nje se niso lepe stvari dogajale. In poglejte, kako se ta otrok počuti. In če želimo mi se danes, v letu 2022, res počutiti vredne, če se res hočemo počutiti samozavestne, pomeni, da moramo tega otroka v nas, ki je bil prizadet, ki je bil ranjen, ki ga je vzgoja nekako oblikovala, ki se je čutil nevrednega, na trenutke, ne vedno. Ampak tisti trenutki, ki so bili neprijetni, so ga oblikovali, so nas oblikovali. In te trenutke lahko zdaj mi spremenimo, transformiramo in temu otroku mu dvignemo samozavest. In če otroku v nas dvignemo samozavest, lahko sebi dvignemo samozavest. Če lahko otroka v nas naučimo, vreden si ljubezni, vreden si vsega dobrega, potem se bomo mi tako počutili. In potem bo tudi naša samozavest drugačna, drugače bomo ramena držali, ne bo več napetosti, ne bo več sključenosti, tudi naše telo se bo sprostilo, manj nas bo bolela glava, manj nas bo bolel želodec. Ta občutek globoke osebne vrednosti je tako neskončno pomemben. Ja? In zato se vrnemo k temu otroku v nas. Kar zaprite oči, poiščite tega otročka, to punčko, tega fantka, ki se preprosto ne čuti vrednega. Ne počuti se vredne. In morda boste rekli, pa kaj mi zdaj to govori, pa to je že leta nazaj, to je že 10 let nazaj, jaz se nočem ukvarjati s preteklost, jaz hočem zdaj se počutiti. Ja, razumem vas, razumem. Moja izkušnja je, da če želimo v sedanjosti biti samozavestni, da je treba tisto bolečino, ki nas je delala nesamozavestne, v preteklosti preprosto očistiti in potem se avtomatsko mi počutimo samozavestne in vredne. In ta sistem dejansko deluje. Lahko poskusite brez tega, lahko se samo odločite, ok, jaz bom to dosegel, jaz sem vredna, lahko si samo afirmacije govorite, ampak pri večini ljudi to ni dovolj.
naš podzavestni del obsega tako velik del nas in toliko stvari gre v bistvu mimo naše zavestne volje, da se je zelo vredno malo ukvarjati s tem našim podzavestnim delom. In če nam kje dela težave, ga je treba skorigirati. In zdaj še enkrat gledamo tega otroka. Poglejmo, kako se on počuti. In veste kaj, zdaj se bomo pogovarjali z njim. Zdaj bomo s tapkanjem želeli temu otroku dati ljubezen. Povedali mu bomo, da je vreden. Malo hecen proces, ampak nič hudega, zaupajte mi. Naredimo prvi krog tapkanja, začnemo na karate točko in rečemo kljub temu, da nisem vreden ali vredna, se imam rad in se sprejemam. Gremo prvi krog. Kljub temu, da nisem vredna, govorimo najprej tisto negativno, to našo temeljno resnico. Kljub temu se imam rada in se sprejemam. In še tretjič, kljub temu, da nisem vredna, se imam rada in se sprejemam. In bolj na vsaki točki rečemo, nisem vredna, 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 nisem vredna. In zdaj dajmo novo resnico uvesti. Kaj pa, če sem vredna? Ne, pa nisem. Kaj, če sem vredna? Ne, pa nisem. Kaj, če sem vredna? Ne, pa nisem. Kaj, če sem vredna? Ne, pa nisem. In zdaj dajmo močno vnesti to resnico. Izberem, da sem vredna. 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 In vas vabim, da naredimo vdih, izdih. In zdaj bomo še enkrat ponovili, ampak zdaj boste v misli gledali tega otroka v sebi. Ja, in ko da ta otrok čez vas govori, najprej govori, ne počutim se vredno, potem pa mu vnesemo novo idejo, kaj če sem, pa je zadaj dvom, ne pa nisem. Kaj če sem, ne pa nisem. In potem bomo šli tretji krog, izberem, da sem vredna. Prav? Torej, gledate v mislih tega otroka v sebi in ker gremo, kljub temu, da nisem vreden. Samo gledajte, ko da ta otrok govori skozi svoje ustnica in ima žalostne oči, ko vas gleda. Kljub temu, da nisem vreden, se imam rad in se sprejemam. Kljub temu, da nisem vreden, se imam rad in se sprejemam. In na vsaki točki rečemo, nisem vreden, 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 nisem vreden. In gremo zdaj izmenično. Kaj pa, če sem vreden? Ne, pa nisem. Kaj, če sem vreden? Ne, pa nisem. Kaj, če sem vreden? Ne, pa nisem. Kaj, če sem vreden? Ne, pa nisem. In tretji krog, izberem, da sem vreden. 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 Naredimo vdih, izdih. Če so se vam kakšne reakcije prebudile, nič hudega, nič hudega. To je proces. Dovolite si čutiti staro bolečino, ko gremo noter. Občutek lastne nevrednosti, občutek nesamozavesti je vedno, vedno povezan z neko čustveno bolečino iz preteklosti. Tukaj notri imate vi svojo osebno vojno in tudi jaz sem imela zelo močne občutke nevrednosti sem imela. Ampak počasi, korak za korakom, če delamo s tem svojim notrnim svetom, če lahko vse spremenimo in več kot tu čistimo bolečine, bolj se razcveta naše življenje. Okay? Več kot tega otroka potolažimo v sebi, bolj smo mi lahko uspešni, bolj smo lahko srečni, bolj lepše se počutimo, kamorkoli stopimo, drugače se ljudje odzivajo na nas. Okay? In še enkrat pogledamo tega otroka in zdaj boste samo tapkali, samo zaprite oči, bodite tam pri tem otroku in samo dovolite, da mu še jaz dam nekaj te ljubezni, da teče ljubezen skozi mene do vas, da pomirja tega otroka v vas.
da mu dajo občutek, vreden si, mali moj. Vredna si, mala moja. Vse je dobro. Rad te imam. Rada te imam. Dam ti brezpogojno ljubezen. Objamem te, stisnem te k sebi. Dragi moj, draga moja, varen si. Dvigni glavico, vzravnaj ramena. Naj vidim tvoj nasmeh. Naj vidim tvoje veselje. Naj vidim, da ti je dobro. Dragi moj, lahko si samozavesten, vreden si. In jaz odrasel ti dam, ti držim prostor. Vse je dobro. Varen si. Varna si. Naredimo vdih, izdih. To je proces, ki je resnično zdravilen, ki je resnično, če vi svojega otročka v sebi potolažite, če mu daste ljubezen, če mu vrnete igrivost, boste to isto igrivost vi kot odrasli čutili. In ne samo, da se boste znali postaviti zase, znali se boste tudi na tak lahkoten način postaviti zase, kar je še večji napredek. In zato je vredno, da greste nazaj, da tolažite tega otroka, da mu daste ljubezen. Vedno pa lahko delate tudi na svojem trenutnem občutju. Vedno lahko tisto, kar čutite, daste v besede, tapkate, pomirjate svoje telo, ga razveseljujete, mu date moči, mu date veselja. Pa bomo naredili še kakšen krog, da to še ujačamo in da vam naredimo krasen teden, krasen dan, da nekako začnemo ta teden v veselju. Prav? Pa mogoče štartamo s tem, kljub temu, da ne morem biti samozavestna, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da ne morem biti samozavestna, se imam rada in se sprejemam. Kljub temu, da ne morem biti samozavestna, se imam rada in se sprejemam. Ne morem biti samozavestna, samo čutite te besede, naj tečejo čez vas, naj vas pičijo tam, kjer vas boli. Dovolite si bolečino, dovolite si čutiti, gremo v te občutke, ne morem biti samozavestna, ne morem biti samozavestna, ne morem biti samozavestna. Kaj, če sem lahko samozavestna? Ne morem. 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 In tretji krog, izberem, da sem lahko samozavestna. Izberem, da grem po tej poti. Izberem, da sem lahko samozavestna. Izberem, da grem po tej poti. Izberem, da sem samozavestna. Izberem, da grem po tej poti. Izberem, da sem samozavestna. Izberem, da grem po tej poti. Gremo še malo. Izberem, da bo danes čudovit dan. Dajem namero, da bo danes krasen teden. Dajem namero, da se danes postavim zase. Dajem namero, da izkoristim vse svoje potenciale. Dajem namero, da živim polno. Dajem namero, da bo danes čudovit dan. Dajem namero, da začutim svojo lastno vrednost. Dajem namero, da živim svojo lastno vrednost. Tako, naredimo vdih, izdih. Tako, to je bilo malo za pokušino. Vesela bom vaših komentarjev. Vesela bom tega, da mi napišete, kako se počutite, kaj se z vami dogaja. Vesela bom tega, da smo povezani. Če kdo želi, se lahko tudi prijavi na osebni razgovor, kjer spodaj boste dobili link, kjer se lahko osebno pogovorimo. Kaj je tisto, kjer je vaše področje, kjer želite zrasti, in da vam predstavim, kako v bistvu lahko to dosežete. Torej, vabljeni na osebni pogovor, srčen, iz srca do srca, kjer je edina namen, da nam je vsem dobro, da zrastemo, da presežemo tista stara programiranja in da si ustvarimo nova, kjer nam bo udobno, kjer nam bo lepo, kjer ne bo več znotraj nas vojna, ampak se bomo dobro počutili, kjer bomo znali dobro skrbeti zase in kjer si bomo naredili, da bo naše življenje cvetoče. Tudi če kdaj pride stiska, nič hudega, da se naučimo čim hitreje spet dvigniti iz tega in čim hitreje in spet čim lepše in čim bolj polno živeti to življenje.
Tako da lepo vas pozdravljam, lahko napišete komentar, zelo bom vesela, vsakega preberem in vam tudi odgovorim. In se mi prosim prijavite na osebni pogovor, če želite, da se iz srca do srca pogovorimo o vaši konkretni stiski in o tem konkretno, kako bi se vam dalo pomagati. Torej, lep, čudovit teden vam želim. Gradite si ta občutek, da ste vredni, da ste samozavestni in kar pogumno naprej. Srečno!